Lepo pozdravljeni še enkrat. Kar se tiče nas ekipe, seveda bom še enkrat to povedal, vzdušje je res odlično, ker smo šli v tretji predkrog in nas čaka ta tekma. Za nas je to en pomemben in velik izziv. To ne bomo spremljali in sprejeli kot eno revijalno tekmo. Bomo dali vse od sebe, da imamo aktiven rezultat in da naredimo lepo izhodišče za povratno tekmo. Koristim priliku da povabim čim večje število gledalcev na te tekmi, ker nam res pomeni to spodbujanje z njihove strani. Hvala. No, jaz sem izjemno navdušen, da bomo v četrtek lahko nastopali, da smo si to pošteno priborili in da smo predstavljeni pred ta velikanski izziv, da stestiramo, ali smo sposobni na tej ravni se pripraviti tako individualno kot kolektivno, da pač omejimo neke elitne nogometaše in zagotovo imamo svoje cilje in svoje načrte, kako to narediti. Ne bojimo se nastopanja na tej ravni, želimo si seveda čim boljši rezultat ustvariti, hkrati pa bolj kot v rezultatu bi si želeli govoriti o vsebini in da rečemo po koncu tekme, mi smo vse naredili, kar smo se dogovorili, kar smo bili sposobni in zaradi tega momenta, če se bo to zgodilo, bomo tudi veseli odšli iz igrišča. Za mene kot trener je seveda en fantastičen izziv, moštvo pripraviti za tako tekmo, za igralce pa mora biti moment tekmovalnosti, da se dokazujejo na najvišji ravni in da pokažejo, da morda pa nekateri izmed nas sodijo eno stopničko više od tega, kar smo mi. Zagotovo je pa eno veliko navdušenje in komaj čakamo vsi skupaj, da se to začne. Kako je s kadrom Trajkovski? Ja, ne? Trajkovski danes bo na igrišču treniral, bomo ocenili, kakšna je njegova pripravljenost. Skrbi me, ker že nekaj časa ni treniral in za takšno tekmo je kondicijski izziv, fizični izziv precejšen in oceno bomo naredili po treningu oziroma jutri dopoldne. Boste probali biti Domžale, ko smo jih zdaj vajeni, od štarta vsej boste probali, da ste zdaj prilagodili tekme na začetku? Jaz si močno želim, da ne vzamemo rezultat kot nek pomemben faktor, ampak da probamo svojo identiteto prikazati, kaj si pač mi želimo in kako želimo mi igrati. Vsaj na domačem stadionu bi to želel v nekih momentih tekme prikazati. Da če pač pademo pa zgubimo, pa tu z večjo razliko, da smo na naš način probali igrati, da smo bili zvesti temu, kar počnemo. To je pa pač pogumen nogomet, ki bo probal nasprotnika presenetiti, da gremo tudi v nekih momentih iskati malo više, ampak ti imaš plan, načrt, ta načrt se bo pa seveda prilagajal razmeram na igrišču in odvisno bo, v kakšnem stanju bodo oni, kaj bodo oni želeli diktirati v sami tekmi. Zagotovo pa nimamo pomanjkanje poguma, da bi samo čakali, da se nekaj nam zgodi, ker to je najslabši recept za takšnega nasprotnika, da mu daš čas in posest in izvolite, mi bom pa probal odbrati zadevo. Imate dovolj informacij o West Hamu, da si trener seznanil že z vsem? Že zdaj smo imeli en sestanek o tem, jutri bomo malo podrobneje šli o tem, bomo tudi imeli video analizo in bomo se pripravili kot na vsako ostalo tekmo, tako da nič posebnega. Koliko je lahko domžalska prednost, da je njihova prva tekmovalna v novi sezoni, da ni popolna zasedba iz pač objektivnih razlogov? Zagotovo sem fantom rekel, da če je kakšen moment za izbrati, kdaj z njimi igrati, da je dan, oziroma je četrtek. Najboljši verjetno v sezoni. Problem je, ker so pa oni zdaj že zelo blizu začetka prvenstva in stvari se že urejajo pri njih, v sami igri, se vračajo v kader, pomembni igralci, tako da bo izziv ogromen. West Ham bo dober, ampak je pa moment boljši kot pa verjetno čez 2-3 tedne, ko bodo oni že prvenstvo začenjali, ker bodo pa na top formu.